Nedavno smo imeli nek tak posvet v državnem svetu, pod pokroviteljstvom seveda predsednika državnega sveta, kjer smo poslušali razpravo o podnebnih spremembah med ljudmi, bom rekel starejšimi ljudmi, starejšimi raziskovalci, pri katerih praktično nihče se s tem nikoli ni strokovno ukvarjal. Brez enega objavljenega, recenziranega članka na temo podnebnih sprememb v državnem svetu. So pametovali o tem. Torej, dobili so platformo in so seveda o tem potem diskutirali in debata je seveda zašla praktično v zanikanje podnebnih sprememb, v zanikanje neke množice dokazov in še enkrat pravim, konsenz niti ni tako pomemben. Danes imamo mi res množico dokazov, ki pričajo o tem, množico meritev. Recimo na Evropskem centru delamo reanalize, rekonstrukcije vremena za nazaj. Vsako to reanalizo, iz katere recimo dobimo neko stanje na točno določen dan v preteklosti za točno določeno uro, je šlo recimo nekje 10/7 do 10/8, torej 10 milijonov do 100 milijonov, v zadnjem času še več, informacij za to, da smo to stanje določili.